Da, Matijas prisem. Živjo, sva Matijas in Lučka. In to je... KM Show. Sedino, ja. Ti moraš tudi dejansko ugotoviti, kaj tebe zanima v življenju. Ker če ti tega ne ugotoviš, bolj tak nima smisla. Jesus Christ. Ne vem, če veste, ampak Nomi je bila tudi za en dan županja. Je tak? Res. No, povej nekaj tem še. Pozdravljen že v 7. se pravi taki pravlični epizodi KM Showa. Danes ne bova sama. Res je. Z nama bo prav posebna gostja, v bistvu bivša dijaška in zdajšnja študentska funkcionarka. Ki sliši na ime? Hrast. Nomi Hrast. Tudi danes pa je na vrsti rubrika Fun Fact. V bistvu za tebe smo ponovno z Lučko pobrskala malo po določenih virih in ugotovila, da 4. december v bistvu prav poseben dan za vse ljubitelje piškotov. Torej, 4. december je svetovni dan piškotov in zate imamo v bistvu en izziv. Ker vsi vemo, da decembra se pač veliko peče, pa... Tudi poje, ne? Tudi veliko poje, ja. Te prosiva, da nam spodaj v komentar prilepiš kakšen recept, torej prazničnih piškotov ali pa zgolj piškotov, ki jih imaš najrajše. Tako da prazni komentarji spodaj že čakajo na te. Mi da bomo pa tudi vesela, ko pa imela kaj za pojest, ne? Pa naj bodo res preprosti, da se ne preveč matram. Tako nas boš več. Tako, zdaj pa je čas za najino današnjo gostjo. Lučka, boš ti to zrihtala? Bom. Tako, super je bilo za to dobro. To me boš pol naučila, v redu? Ok, zmena. Ok, dovolj nama. Nomi Hrast, pozdravljena. Najprej, najlepša hvala, da si si vzela čas, ne? Z veseljem. Za vas vedno. Kako lepo. No, nič, najprej nam malo pove o sebi, ne? Verjetno, no, vsi vemo, kdo si, ampak tak, kaj več o tebi, ne? Več kot kaj delam v prostem času. Ja, tako. Nekjer je faks odlični. Pa tako je spet bolj. Hodila sem seveda, imam doma mačko. Torej, imam doma mačko, ki je zverina. Zverina je ime? Ne. Je, pod karakteru je zverina. Ker skače na glavo z dreves in take fore. Potem pa, drugače pa hodim na ekonomsko-poslovno fakulteto, tukaj v Mariboru. Študiram management in organizacijo poslovanja. Kaj delam še? Tečem, hodim v hribe. Sem tisti sucker for the view, se pravi, bom naredila karkoli, da prijem do tistega enega lepega malega razgleda. Čeprav ponovadi zgrešim sončni zahod vedno in še vedno nisem tam, da bi trofla. Kaj še delam drugače? Sem soustanoviteljica Inštituta za digitalne inovacije, potem soustanoviteljica Inštituta za družbeno odgovornost, za razvoj družbene odgovornosti, potem pa predsednica Komisije za mladinska vprašanja tukaj na Mestni občini Maribor, ambasadorka mladih pri UNICEF-u, prodekanja za študentska vprašanja na EPF-u tukaj v Mariboru in dajmo pri tem potem tudi zaključiti. Pa kekse pečem. Prvo nas smo govorili o 4. decembru, si vedela, da je to mednarodni dan keksov? Ne, ampak si ti vedela, da smo o petkih pečem kekse? In 4. december je petek, torej Sigurno, ja, res, ja. Vedno me vsi prijatelji zafrkavajo, da kaj jaz delam v petkih, zdaj ko je karantena, korona, ne, da kekse pečem. In pol vedno dobi kako sporočilo, kaj pa delaš danes, že pečeš kekse, pa nekaj tako moraš. Gremo zdaj malo se vrnimo v tvojo preteklost. Se pravi, preden si pa postala tak vplivna na področju študentov, pa si delovala tudi dosti na dijaškem področju, je tak? Res je. Ok, povej nam nekaj o tem. Najprej, se pravi, v srednji šoli me je začela res noro zanimati pač mladinska problematika. Že v osnovni šoli, pravzaprav na otroškem parlamentu. In potem pač se je to nadaljevalo avtomatsko, ko pač ti imaš, ne vem, ali si taka očala nadeneš, da to vidiš potem to problematiko, da se tako ne odide. Ne odide, res ne gre strani, ne vedno s tabo. In potem tudi se je to nadaljevalo pač do tega, da sem bila potem vodja dijaške skupnosti tukaj v Mariboru in v predsedstvu Dijaške organizacije Slovenije v Ljubljani. In pravzaprav mislim, še zdaj se mi je ta tematika zelo blizu, mi je zelo pomembna, da pač mislim, da je dijakom dobro, da so dijaki v redu, pa se še vedno zanimam pač to, kaj se dogaja na tem področju. Enako potem, ko sem prišla na študentske vode, pa je tudi tukaj zraven prišla študentska problematika in vse to, ne. Samo to nadaljuješ v bistvu, ne, potem, ja. Mi bomo končali s drugo gimnazijo, ne, in velja, oziroma nas zanima predvsem, če nam bi povedala tisto eno res neprecenljivo izkušnjo
In sicer, ne vem, če veste, ampak Nomi je bila tudi za en dan županja. Je tak? Res. No, povej nekaj tem še, pa res gremo na naše teme. Županja za en dan, to je bilo v sklopu Svetovnega dneva otrok, to je 20. november, ki je hkrati tudi sovpada z dnevom, ko je praznujemo obletnico sprejetja konvencije o otrokovih pravicah. In pravzaprav to je takrat UNICEF naredil akcijo, da smo otroci prevzeli mesto župana v določenih občinah ali pa mesto direktorja v nekih podjetjih in tak naprej. In je zagotovo taka izkušnja, zelo zanimiva izkušnja z vidika tega, ker pač se takrat župan nekako mora malo umakniti stran, dati otroku vodenje, fiktivno načeloma, ampak ja res mislim, otroci imajo tudi nasplošno generalno gledano izkušnjo, da so pač vključeni, da se nas vsaj malo posluša, čeprav včasih nimamo tega občutka. In tudi ta akcija se še vsa ta leta zdaj nadaljuje in otroci dansko še vedno prevzemajo potem mesta in direktorja UNICEF-a tukaj v Sloveniji, različnih podjetij, tudi Mikropolo je sodelovalo podjetje v tem že takrat prvo leto in tako naprej. Tako da res mislim, super zadeva, super projekt, ki je seveda zelo pomemben za otroke. Tako da vabiš tudi mlade, potem bi so dijake v tem. No in zdaj, ko smo že na področje šolstva se premaknili, tako se nas popeljala v te vode, mogoče kar tu nadaljevali. In sicer predvsem nas zanima, kako ti gledaš torej na trenutno situacijo v šolstvu, oziroma kako bi ti pokomentirala vsa ta neke obtožbe pa predvidevanja o tem, da torej naj bi bil ta pedagoški proces nadaljavo manj kvaliteten, da naj bi otroku manj dal, predvsem morda tistim, ki so zdaj na tej prelomnici, da ne vem, grejo naslednje leto v srednjo šolo ali na faks, kakšne nasvete bi jim dala, kako naj se spoprijemajo s tem, da bojo pač letos odnesli manj snovi, torej da krčijo šole snov, ki jo predavajo. Ok, tu bom, pač to je vse moje osebno mnenje. In prva stvar, ki je za moje pojme zelo velik problem, tako gledam in razmišljam o tem, da bomo mi pač študij, ne vem, fakultete, pa potem srednje šole, pa osnovne šole. Prva stvar je oprema. Se pravi, pa ne samo oprema z vidika, da imaš ti doma računalnik, ampak z vidika, da šole niso imele niti približno malo organiziranega del pouka, recimo nadaljavo, ali pa, ne vem, Teamsov, ali pa šolskih mailov, pa take stvari. In to je, se mi zdi, tako zelo otežilo ta proces in ta preskok, ker recimo fakultete so že pač prej, ne vem, mi smo na EPF, Matija, ti tudi lahko poveš, smo že se v prvem letniku seznanili z Microsoft Teamsi. In nam dansko ni bilo nič drugače, da smo samo preklopili na ta program, se preklopili na predavanja in po urniku poslušali vse v živo, isto. Medtem ko pa srednje šole in osnovne šole, pa je to pač bila res druga zgodba. In kaj je tu ta glavna razlika za moje pojme, ko si ravno izpostavila, da je potem razlika v znanju, ki ga pridobijo v lanskem letošnjem letu, predvsem ta, da pri srednjih šolah in osnovnih šolah se je ta razlika ful videla. Ene srednje šole so imele, Google račune, pa to, pa so imele šolske maile, pa Google Classroom, pa tak naprej. To recimo poznam drugo gimnazijo, sem ravno videla, pač, da so imeli, oni so imeli tudi potem normalno, vsaj koliko toliko, ampak ene šole pa nič niso imele. Tisto pa je pol čisto nekaj drugega, ko si ti prepuščen samemu sebe in ko še ti odraščaš in nimaš tiste pol stalnosti, se pravi urnik na nek način, pa samo disciplina in tak še nimaš, ker se ti razvija, to je pa pol druga zadeva. Kako se tebi zdi, da bi najlažje poenotili neke take stvari se dogovorili, ker zdaj le pač srednjih šol po Sloveniji ogromno, zdaj da ne pridajo do nekega enotnega skupka, torej predlogov, kako se ti to zdi, to pač sploh izvedljivo in bo uspelo, ker vemo, da lani so nekaj že poskušali, pa pol niso najbolj uspešni bili, Jaz mislim, da je naš sistem tako zelo rigiden, da je to nekaj neverjetnega. Pač karkoli se želi spremeniti v roku enega leta, je praktično nemogoče. Jaz mislim, da to, da bi se zmanjšal obseg snovi na maturi, za moje pojme je smiselno. Zaradi tega, ker koliko sem opazila, pač ko sem imela sama maturo in ko sem reševala vse maturitetne pole za nazaj, vsake mature so se potem z leti so se težale. Vedno več snovi je bilo, vedno več vprašanj so oni že obdelali in jih niso mogli dati in so šli potem v globino snovi. Snov ostaja enaka, ti lahko samo vprašaš nekaj. In se to čisto logično. Oni so iskali nove rešitve, nova vprašanja, s tem pa dejansko ti zahtevaš, da pač otroci znajo tematike. Mislim, dobi smo v tako globino, da jih ne moreš. Pač ni fizično zmožno včasih sploh. Če mi delamo 8 ur na dan za šolo, pa še zraven 1 uro ali pa 2 kako nalogo, ali pa za faks, ali pa kakorkoli. Pa kaj ti ostane na koncu 4 ure mogoče, od tega bi mogoče kao športati, pa nekaj bi si mogel skuhati, pa če gledaš neko serijo pogledaš, ali pa še s kolegi bi se mogel dobiti, plus tega bi ti mogel še nekaj delati zraven, da se zaslužiš, da imaš delovne izkušnje,
Ampak, ne pozabiti, ti moraš tudi dejansko ugotoviti, kaj tebe zanima v življenju. Ker če ti tega ne ugotoviš, bolj tak nima smisla. Ja. Zdaj pa, kako to dati en dan? Ti smemo odpreti pivo, toliko govoriš namreč pa, z veseljem, ja, malo suho vstaje. Ja, verjamem. Evo, izvoliš. Hvala. Zdaj pa taki official taste test, ne? Ja, če je vredno, ne? To je naš, ja. Product placement, to je tu z pisarne, ja. Aktivist, ne? Ja, diši že, ne? Pa še dobro, da malo rada pivo. Svoj. Je pa dober, ja? Je vred? Ja, pa naložem. Tako, zdaj pa sledi segment Spoznaj nas. In danes prvo, kdo se bo prvo sramotil? Nomi, ne? Seveda, zakaj pa ne Nomi rdeča, tako na rdečem stolu. Nomi, izvoliš, tebe prvo roastamo danes, izvoliš. Zdaj najprej nisem mogla spomniti, kaj je taki fun fact, oziroma malo bolj, ne sramotno, ampak taki fun fact na mojem življenju. In sem napisala mojemu najboljšemu kolegu, pomagaj mi, ker jaz sama ne vem. Ti me pa ti tak poznaš boljše, ko jaz sama sebe poznam, pa povej. Pa rekel, obožujem vse, karkoli je gozdno. Že prvo imam priimek, taki, ne? Hrast. Drugo. Pol moje omare je olivno-zelene ali pa rjave, gozdne. Potem hodim po gozdu non-stop. Vedno, ko grem v trgovino, si hočem nekaj zelenega kupiti, pa me vedno vsi ustavijo. Dovolj imaš. Pa omare, dovolj imaš, ja, ne, se prvi vedno dobim, ne. Ampak lahko pa povem fun fact, ne? Da vedno zamujam. Pač vedno zamujam. Okay. Na Zoom sestanke zamujam. Aha. Na fizične sestanke zamujam. Komorkoli zamujam. Na snemanje, ki imaš ovo? Zamujam. Zdaj sem druga dama, Lučka, izvoliš. Jaz sem v bistvu ful razmišljala, kaj bi danes povedala, ne? In v bistvu vreme Matija sem nekaj drugega povedala, ampak bom to zadržala še vsakdaj drugič, ne? Okay. In bi mogoče kot svoj fun fact povedala to, no zdaj ne vem sicer, koliko je to moj fun fact, ampak pač je, ne? Jaz drugač po tem času inštruiram, pa ne vem, lektoriram, pa take zadeve delam, ne? Med drugim pač tudi pomagam, ne vem, prijateljem, ko pišejo maturo in pogledam, če bi se dalo kakšne točke dobiti, ne? In letos poleti sem pač dobila en esej od pač ene znanke in je bila tak, daj prosim poglej mi 2 točki mi manjka, da do višja cena, ne? In jaz berem tisti esej, ne? In že tak na polovici si mislim, stari kite, jaz tu najdem točke, ne? Pač to je bilo za nič, pač res je bilo za nič, ne? In jaz ne napišem nazaj, veš kaj, ne? Rajše pustite te točke, nič na tega pošiljaj, noben drugi tega rajše ne bere, ne. Tako da to, kaj sem že jaz videla v kakih testih pa esejih, to in nočete vedeti, ne. In imam prav doma eno knjigico in si odpišem, pač to je izrazno. To pa je dobro prineslo. Ja, ko bolj piše, ne. Se spomniš zdaj, kaj konkretno moče? Ja, recimo enkrat sem pač test negativno gledala, ne, in je bilo pridevnik je bil stopnjevan, ne. In je spodaj pisano, na kakšen način je ta pridevnik stopnjevan, ne. In pač ta oseba je napisala na navaden način. Ja, moj fun fact je pa to, sicer to glih ni stvar, s katero se bi pohvalil, ne vem zakaj, ampak zdaj čas še opažam, da dosti kakšne stvari pozabljam, tako se mi zdi, da nisem najboljši z rojstnimi dnevi, neke take stvari, več hitro pozabim kako stvar, no, tako da ja. Pa ne vem, ali imam toliko stvari v glavi, ali imam samo neko tako obdobje, ko... Moče rabiš to-do list, pa dober, ko ne da. Pa če imam nekaj na beležku, imam na telefonu, veš, samo bi mogel si začeti vse to te datum. Pisati bi si mogel noter, ne da? Ja. To je razlika, ne veš, če si ali pa če si... Bolje pa še imaš pa, da si zapišeš, kaj ne? To še to, ne? To je res, ja, imate prav. Ker človek ima marsikatero aplikacijo na telefonu. Pojnite, da je tudi upravljeno. Res je. Zdaj pa nadaljujemo še na zadnjo, bom rekel, tematiko, ki jo bomo danes pokomentirali. In sicer, Lučka, ponovno tej predajam besedo. Torej, ko smo se pred parnimi dnevi slišali in smo malo komentirali o tem, kaj je bilo trenutno pač mogoče najbolj aktualno, smo v bistvu z Nomi ugotovili, da je pač ena taka pereča tematika, mogoče, o kateri se premalo govori. To je sicer neenakost med mladimi, ker kot je že prej povedala, je v bistvu mladi ta tematika zelo blizu, pa tudi meni, no, ker pač pri študiju sociologije ne gre, da ti ne bi bila, ne. In ja, pač ti zdaj predam besedo, da mogoče malo komentiraš, pa tak, kako zlato besedo poveš to. Kako če bo bronasta? Ne vem. Ja, mislim, neenakost, ja, pač tako se rekla, več ne pereča tematika zagotovo, pa ne govori se dovolj o njej, ker pač vsi vemo, da pač je problem potem, ko iščeš zaposlitev, pa ne najdeš, pa že to je pač, to vsaj, mislim, je malo izpostavljeno, ni dovolj, bog ne daj, pač mladi brezposelni, ki potem se osamosvojijo, pa se želijo osamosvojiti, pa pač ne gre, ne. Ampak tudi se mi tam mladi, recimo dijaki, študenti potem, ki ne vem, opravljajo študentsko delo, dobivajo po neke štipendije, pa tak naprej, ne.
Pa ta denar, ki je dejansko namenjen njim, njihovemu študiju ali pa nekim zadevam, ne grejo na potovanja, da si kaj prišparajo, karkoli, dejansko morajo potem dati za hrano doma ali pa neke take fore. Ni prav, za moje pojme, ni fair, ker pač jaz si vedno mislim, da otroci pač so, pa otroci zdaj to se pravi gledamo do 18. leta, ne, to so pač otroci, to so najbolj ranljiva bitja in če je bilo v moje, njih ne sme nič prizadeti, pa naj se svet okoli obrne, oni morajo biti vredni. Jaz sem celo delala pač eno raziskovalno nalogo takrat na to temo izobraževanja v kriznih razmerah ravno, ne, kako je pomembno to izobraževanje in dejansko pač so statistike pokazale, da pač če otroci v prvih parih letih njihovega življenja doživljajo zelo taki močen stres, psihični, fizični, kakorkoli, ne vem, ali so to neke naravne katastrofe, zdravstvene katastrofe, vojne, karkoli, ne, pa tudi doma stres, ne, dejansko, če gledaš tak nasilje, tak naprej, ne. To so take travme, ki povzročajo tudi potem, ki onemogočijo oziroma poslabšajo tvojo možnost učenja na koncu ali pa dojemanja česarkoli, ne. In potem so take otroci pač da so prikrajšani z vidika denarja, pa to, pa materialnih stvari, ampak tudi z vidika psihičnih stvari in ti potem, da moraš celo življenje predelovati neke stvari, ko jih imaš od malega že, je grozno, ne? Ker tudi vemo, da pač s tem, da si ti pač, ne vem, da nimaš dovolj za preživetje, pa to pride potem tudi agresija zraven. In avtomatsko, ko gledaš, da so otroci marsikdaj potem nadlegovani doma ali pa nasilje in tako naprej. Ja, Matijas, ne, res je zanimivo tematika. Ne, vse tematika je zanimiva, samo ne vem, zakaj vedno vem. Vedno zazejaš. Mislim, da te še ti malo ve, kaj pa ti misliš o tem, ne? Ker vemo, da je to večja tematika, to smo že izpostavili, ampak kaj pa ti misliš? Skozi vse to, kaj si govorila, se mi zdi, da boš res dobra mama. Gremo na to neenakost, ne? Mogoče navežemo še na to, to, ko si rekla, pač te, ne vem, že to, kaj se v otroci dogaja in to se potem prenese tudi med študente, ne? Ne vem, če veste, v Mariboru imamo ogromno stanovanj, ki so trenutno v lasti 3 občin pač in se ne morejo tukaj pač zmeniti, kaj bojo to razdelili, ki so prazna. In bi bila lahko na voljo za mlade ali pa mlade pare, mlade družine, da bi tam noter lahko bili, ne? Ker pač vsi vemo, da to je zdaj res velik problem. In pač zaradi tega, ker so tu pravne zadeve zadaj, pač je tu problem, da bi se to dansko potem omogočilo, da bi tam noter bili. Zdaj pa tudi gradijo pa socialna stanovanja oziroma stanovanja za mlade, tukaj tudi v Mariboru med drugim in tudi v Ljubljani. Ja. Ampak, ne, pač en fun fact, mislim, ki je bolj sad fact, ampak v Ljubljani bo cena na kvadratni meter 7 evrov za najemnino, v Mariboru pa 6 evrov. Zdaj pa primerjate, pač ok, če to potegnemo skupaj, tudi to ni neka taka ful mala najemnina, ampak ne, je nižja, kot bi bila verjetno običajna, cene valjda grejo gor, ampak zdaj pa primerjate to, ne, 1 evro je razlike. Koliko je najemnina v Ljubljani poprečna, pa koliko je poprečna najemnina v Mariboru? Ne moreš pač sploh enačiti in 1 evro za moje pomen ni razlika, ne, ker to je potem tako malo, da je pač brez veze, res. Ja, v Ljubljani je vseeno stane toliko višji, da ni korelacijsko izenačeno. Pa tudi stanovanja so tam draže, ne? To je problem. In tu pri nas pač, že tako si ljudje se ne morejo privoščiti. Pač, jaz ne vem, odkot neki mlad človek zbere iz lufta, recimo, da si mora sam plačati 350 za najemnino plus stroški. To, ko ti greš starši v trgovino, ne, pa si misliš, ja, pa zabijane kokice, ne, pa prijatelji grejo, daj mi še to nekaj sem zapit vzel, ne. To da, gre tako vse, ne. Jaz sem naravno brala pač zgodbe humanitarčka, ko z njimi sodelujemo pri eni akciji, pač, mislim, pa so to starostniki, ne, ki tudi pač ne morejo preživeti in potem, ne vem, na koncu ljudje pač jejo hrano, ki ni ti blizu, ni primerna za njih. In pač, ne znam ti povedati, po moje tudi študenti, zdaj sicer ne poznam zgodb, ampak jaz se grem staviti. Bogaj koliko študentov na koncu mesta komaj da si privošči kruh, pa ne vem, neki namaz, pa tako naprej. To me dansko zanima, kako dolgo si lahko nekdo privošči, da še živi od staršev? Pač vse tisti, ko mu lahko kaj dajo. Pa imaš pa tiste, ko so starši doma, enostavno že tako, da morajo študenti še doma pomagati, ne? Zdaj pa še prišla ta pač korona kriza, ne? Služb ni, ne? Vedno več je zgodb, ne vem, položnice pa ne grejo stran, ne? Prihodek gre, položnice pa ostanejo, ne? Pač Ne vem, jaz res ne vem. In tudi problem je enak, ga jaz vidim recimo pri štipendijah, to sem razmišljala, pač mi imamo inflacijo, pač vedno inflacija, se pravi, cene se višajo, to je normalno, to vsi vemo, blablabla. Ampak zdaj pa kaj, čakaj, pogledajmo zdaj malo, ne? Koliko so se štipendije zvišale v zadnjih letih? Pač koliko? Ne vem, če so vse sploh. Exactly my point. Zdaj pa si ti predstavljaj, pač, ok, tebi se hrana viša, se pravi, cena hrane se ti viša, cena, ne vem, avtobusnega prevoza se ti viša, vse se ti viša, pač vse, kar pač je, se viša cena, kar je normalno, ker pač je skladno s tem, kako pač gospodarstvo pač raste. Pa študenti še vedno po večini delamo za minimalno postavko. Ja, plus tega, plus mladi, recimo, ki zaključijo študij, to je tudi treba pač nasloviti temo, ne. Mislim, mladi smo do 29. leta, ne, pač po teh opredelitvah, 30 do 40 % mladih, recimo, ki zaključijo študij, to je tudi treba pač nasloviti temo, ne. Mislim, mladi smo do 29. leta, ne, pač po teh opredelitvah, 30 do 40 % mladih, recimo, ki zaključijo študij, to je tudi treba pač nasloviti temo, ne. Mislim, mladi smo do 29. leta, ne, pač po teh opredelitvah, 30 do 40 % mladih, recimo, ki zaključijo študij, to je tudi treba pač nasloviti temo, ne. Mislim, mladi smo do 29. leta, ne, pač po teh opredelitvah, 30 do 40 % mladih, recimo, ki zaključijo študij, to je tudi treba pač nasloviti temo, ne. Mislim, mladi smo do 29. leta, ne, pač po teh opredelitvah, 30 do 40 % mladih, recimo, ki zaključijo študij, to je tudi treba pač nasloviti temo, ne. Mislim, mladi smo do 29. leta, ne, pač po teh opredelitvah, 30 do 40 % mladih,
Kaj pa oni, ne? Kaj pa oni, ko pole dobijo službe, kaj bojo šli takoj na zavod in potem si že, lega, ko je na zavodu, lega, ko nima, ne? Mislim, nima, ne, se to je problem in pa gre valjda, da gre na zavod, ne? In ne, da bi on želel izkoriščati, tako pač mnogi v Sloveniji izkoriščajo to, ampak nima druge opcije, ne? Vse gre to, ali pa... Isto sva rekla, ne? Iščeš delo, ne? Bolj priješ nekam delati in ti rečejo, imaš 3 tedne uvajanja ni plačano. Pa vsak dan se moraš tja peljati, pa vsak dan moraš tam biti 4-5 ur, ne? In pa kaj, po 3 tednih pa oni lahko tebi rečejo, nismo zdaj nekak, ne, niste zdaj za to delo, mogoče več ne to delo, ne. Kaj se slabo celo željenje uvajam? Ok, punci, če mi dovolita, gremo k bistvu. Malo ste se preveč spričali. Ja, lahko bi. Dobro, ok, dovolj, ker bodo spet začeli. V glavnem, preden me spet prekineta, če povzamemo črto, v bistvu govorili smo predvsem o tem, da menimo, da enostavna država se ne zaveda dovolj problematike mladih, se pravi, v bistvu, koliko mladi sploh potrebujemo, pa ne bom rekel samo denarja nasploh, enostavno nekih resursov, da lahko v bistvu dostojno živimo neko pač spodobno življenje, ne, se pravi, to je tako, smo omenjali, vključeno v to od izpita do stroškov za avtomobile, ne vem, življenjske stroški, stanovanje, vse. In zato pač upamo, da se bo to tudi v bodoče spremenilo. Enostavno bomo pa rabili še več takih ljudi, kot si ti, Nomi, ki se boš borila za to. Bomo te volili, tako. Kroži številka 1. Čez enih par let, ja, številka 1, Nomi Hrast. Kaj lahko intermezzo dam? Ja. Tu gor piše, zaravno sem tu, pač, spiješ prvi poždirek in že pozabiš na ves stres, ki se ti je dogajal čez dan. Ja. Ne pusti se motiti, uživaj v tem trenutku. Ja. Ok. Ja, super. Ja, imamo samo eno nalogo pred nami, ne? Oziroma še eno in potem zaključek, ne? Kondomi! Ja, Kondomi. Ja, torej prejšnji. Kondomi. Ne, Matijas, nehaj. Ti podarjava naš najnovejši punev trgan ceker in pa še 4 kondome. In sicer Nomi bo izžrebala nekoga, ki je prejel, torej, oziroma bo prejel najno nagrado iz prejšnjega videa, in sicer Nomi. Ti predajamo to sveto škatlico. Najlepša hvala. Kaj zdaj moram žrebati? Kaj pa moram poleg narediti? In se pokaži. Povej, kdo je to. Izbereš eno, pa tako proti kameri pokažeš. Ja. Pa preberiš ime. Sta pripravljena? Ali nista? Smo. Hvala. Kondome dobi Veronika Kukovec. Čestitke. Bravo. Ker varnost je na prvem mestu. Res je. Ti, Veronika, se nam pa prosim javi na naš infomail, ki ga najdeš spodaj v opisu videa. Predajam pa besedo Nomi, da nam pove, kakšno nalogo sva ji zaupala. Torej, če sem nas to vse prav razumela, ne, pa z mojo zlata ribica spominom sem si to zapomnila, najprej moram lajkati, potem moram subscribati, pa moram kaj narediti? Si še oni single prižgati, da se obvestimo. Obvestila. Pa moram še to šerati vsem ostalim kolegom, da bojo vsi videli to. Super. Pa moram pa spiti eno pivo. Ja. Da se pač malo sprotiš, da si pač vse. Ne? Ok, imam prav? A gledaj, da je to to? To to? Hvala, da si mi tako lepo povedala, zdaj bodo sigurno to vsi naredili. Predvsem pivo del bo. Pivo del, ja, tudi vi ne bo zavedali, kaj ga spiti, ne? Lepo se imejte. In veliko se smejte. Čau.